Živijo, danes je 22. oktober. Kaj je danes? Danes je mednarodni dan ozaveščanja o jecljanju. Najprej špica, potem bom pa majčkeno več povedal o današnjem dnevu in o letošnjem motu. Za nas osebe, ki jecljamo, je 22. oktober vedno zelo pomemben dan. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker to je mednarodni dan ozaveščanja o jecljanju. Vsako leto imajo malce drugačen moto. Letošnji pa se mi zdi še posebej zelo dober. Zakaj? Moto vidite tukaj napisan, je sicer v angleščini, preprosto pa pomeni: biti viden, biti slišan. Še posebej ta zadnji del se mi zdi zelo dobrodošel. Biti slišan. Kajti mi jecljavci smo ljudje, ki smo prepogosto preslišani. To pa zaradi tega, ker se še kljub vsej tej generaciji raznih socialnih omrežij in podobno premalo govori o tej tematiki. Je seveda veliko več znanega o jecljanju kot pred 10-20 leti. Mislim, da nas je kar malo, vsaj v Sloveniji, ki brez problema govorimo o težavah v govoru, o jecljanju. Seveda, kot sem že dostikrat povedal, tudi na svojih TikTok livih in na drugih platformah, je veliko ljudi, ki jecljajo, ki zasedajo zelo pomembna mesta in so tudi dostikrat v javnosti. Ampak jaz sam osebno pogrešam takšne ljudi, kot sem jaz, ki tudi odkrito, brez problema govorijo o tej težavi. In se jim ni težko izpostaviti tudi v tako imenovane neslužbene namene. Kajti ti ljudje, ki jecljajo, ko so pred kamero, se dostikrat morajo izpostaviti javnosti zaradi svoje narave dela oziroma poklica. Zatorej, če ne veste, kako postopati v govoru z nami, ki jecljamo, dajte si pogledati par mojih videov. Na koncev pa mislim, da se zelo dobro povezuje na letošnji moto tudi moj nastop na TEDx Ljubljana 2022, kjer sem bil najprej viden in potem tudi slišan. Spodaj v povezavi pa vam bom dodal še tudi link do omenjenega TEDx nastopa in pa tudi link do včerajšnje oddaje na Radiu 1, kjer so v svetovalnem servisu govorili o jecljanju. Če mi še ne sledite, dajte mi slediti na vseh tehle socialnih omrežjih.